Gospod Bogovič, vi ste na tej listi, kandidatni listi za evropske volitve. Na kandidatni listi za evropske volitve sem bil izvoljen. Za državnozborske volitve. Nocoj se dokončno o tem odločamo. Sam sem na evropskih volitvah bil deležen zaupanja volivk in volivcev na takšen način, da sem z 8. mesta s preferenčnimi glasovi postal evropski poslanec in osebno ocenjujem, da je na tak način izigravanje v bistvu nekega volilnega rezultata in enostavno pred isti ljudi priditi čez 14 dni, 3 tedne zopet za nabiranje nekih drugih glasov, se ne nagibam k tej rešitvi. V Slovenski ljudski stranki imamo tudi tradicije, imamo celo vrsto odličnih kandidatov, zato bo v volilnem okraju, ker sem tradicionalno domačem nastopil, tudi zelo dobra kandidatka, ki bo nagovarjala volivce, vsekakor pa vodim stranko tako skozi celo predvolilno tekmo, kakor tudi kasneje ostajam predsednik Slovenske ljudske stranke. Se pravi, najverjetneje ne boste? Najverjetneje ne. Da ste rekli, da bo lista končana? Mi bomo listo predstavili naslednji torek, 17. imamo glavni odbor. Glavni odbor je pri nas tisti, ki z tajnim glasovanjem tudi potrdi to listo in naslednji dan, se pravi 18. je vložitev in tudi predstavitev liste. Povejte mi, glede tega sodelovanja z NSi, boste podpisali kakšno koalicijsko sodelovanje ali kako bo? Dogovor o skupnem nastopu na volitvah, kar pomeni, da uskladimo programska izhodišča, na katerih se popolnosti strinjamo, te ključne stvari, ki so povezane z izhodom iz krize in to je v bistvu ključen temelj tako našega sodelovanja, kakor tudi bodočih povolilnih pogovorov. Še za gospoda Židana, kdaj se z njim sestanete? Gospod Židan me je prejšnji petek pismeno povabil, sam sem mu tudi včeraj jasno in javno odgovoril, tako da v tajništvih obeh strank sedaj ureja ta termin. Nimamo že termina, v vsakem primeru pa smo ponudili ta pogovor, ki je pač bil iz njihove strani iniciran.